Santum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Mladimi obiskovalci, da lahko malo pobegnejo, da rečem temu, pred starši. Odprto bo do novega leta oziroma še dlje, zdaj so končno te temperature, se mečkam čutimo zimo. Jaz mislim, da vsi rabimo malo nižje temperature, narava, tako kot tudi mi, a ne? In nekako zdaj končno prišel čas, da smo lahko odprli igrišče. Od ponedeljka do sobote bo odprto od 10. do 9. ure, v nedeljo in pa praznike pa od 11. do 8. ure zvečer. Na drsališču bo ob sobotah drsanje s pijo od 10. do 1. ure in pa v popoldanskem času bo tudi disko od 5. do 8. ure. Prejšnje leto smo imeli 30.000 obiskovalcev. Številka je uspešna tudi glede na to, da je prejšnje leto zelo veliko deževalo in dejansko je bilo kar nekaj neobratovalnih dni. Tudi letos bo enako, če bojo temperature nad 10 stopinj, potem drsališče ne more delati oziroma če bo deževalo. Nekako pa upamo, da se bojo temperature zdaj počasi pripravile na to. Vstopnina stane med tednom od 6 evrov za otroke, 7 evrov za odrasle in pa za vikende in praznike 7 evrov za otroke in pa 8 evrov za odrasle. Lahko se kupijo tudi družinske vstopnice, kjer so posebni paketi in pa je tudi zelo priročno darilo. Tudi v bistvu se nas so dosti kontaktirali, ljudje vzamejo to dostikrat za darilo oziroma poklonijo. Veliko je tudi vrtcev in pa šol, ki pridejo k nam drsati za čas teh, da rečem temu, aktivnih športnih dni. Je zelo priročno in tale prostor. Kot drugo vstopamo v čas, ki je za nas nekako, da rečem temu, trgovce najbolj pomemben, december, ki se začenja jutri z črnim petkom, kjer bomo obratovanje podaljšali tudi za 1 uro do 10. ure in verjamem, da so popusti, ki so jih pripravili naši partnerji, primerni oziroma da bodo razveselili naše obiskovalce. Začeli smo tudi že z novoletno božično razsvetljavo, ki smo jo prejšnji petek smo jo prižgali v notranjosti našega centra, ki dejansko zelo krasi in naredi neko posebno vzdušje. Zunanjo razsvetljavo pa prižigamo potem z 1. decembrom, tako kot Ljubljana, še zunaj, tako da dejansko Aleja v tem svojem okolišu, da rečem temu, razširjenega blokovskega naselja v Šiški se lepo podaja. 5. decembra nas bo obiskal Miklavž skupaj z skupino Polkaholiki. Potem se bo naprej odvijalo še marsikatere aktivnosti. Zeleni sejem bomo imeli 16. decembra in pa seveda tudi Božiček bo pri nas našel svoj prostor, svojo božičkovo sobo, kjer se bodo otroci lahko z veseljem slikali in pogovarjali z Božičkom. To bi bilo iz moje strani nekako vse. Mogoče bi kot zaključek povedal, da Aleja se je zdaj dejansko razvila v tisto, kar smo napovedovali prej, da tudi dosegamo številke. Ne vem, če vsi se spomnite, ampak enkrat sem povedal leta 2018, da bomo dosegli 5 milijonov obiskovalcev in te številke zdaj se dejansko bližamo oziroma jo bomo v kratkem dosegli. Hvala lepa.